Lepo pozdravljeni še v tehničnem delu CryptoPulsa, kjer si najprej ogledamo, kako so se ta glavne kriptovalute gibale v primerjavi s prejšnjim tednom, in nato si ogledamo še podrobneje tehnično analizo Bitcoina in Ethereuma. Imeli smo kar nekaj gibanj, kar nekateri novi znaki so se tudi pojavili oziroma vzorci, zato predlagam, da kar začnemo. In smo najprej na CoinMarketCap, spletni strani, kjer si bomo ogledali gibanje cen v primerjavi s prejšnjim tednom. No, in Bitcoin je v primerjavi s prejšnjim tednom celo zrastel za dobra 2%. Nasprotno je pa Ethereum padel za kar dobrih 7%. Zdaj, Tether je stablecoin, BNB se je komaj da kaj premaknil, za tam slab odstotek je padel. Solana, zanimivo, je zrasla za dobrih 8%, USDC tudi izpustimo. Nato imamo XRP, ki se je tudi malček dvignil za slab odstotek. Dogecoin se je dvignil za 5%, Toncoin je kar konkretno padel za 9,11% in Cardano je tudi padel za 5,47%. Tako da je bil kar zanimiv teden, smo imeli kar tako raznoliko gibanje. Zdaj si pa dajmo ogledati še podrobneje tehnično analizo Bitcoina. Tukaj imamo zdaj Bitcoin na dnevnem grafu. To je namreč Bitcoin napram ameriškemu dolarju. In tukaj vidimo, da smo doživeli kar konkreten padec. V prejšnjem videu sem izpostavil tudi tole medvedjo divergenco, kjer smo imeli tukaj višji vrh, tukaj pa nižji vrh, medtem ko RSI je pa delal nižji vrh in tukaj smo dobili potem višji vrh. Oziroma, da se popravim, to je skrita medvedja divergenca. Skrita medvedja divergenca pomeni, da lahko nadaljujemo s padanjem. Torej, smo imeli tukaj en kar globok padec, potem smo imeli popravek in zdaj to nakazuje, da lahko nadaljujemo s padanjem. Ne smemo pozabiti tudi tega, tukaj smo imeli dvojni vrh, ga bom kar označil. Torej, tukaj smo imeli en vrh, smo malček padli in nato smo naredili drugi vrh in nato smo padli dol. Dvojni vrh je medvedji vzorec. Kaj se je zdaj zgodilo? Mi smo prišli testirati točno tole neckline mejo dvojnega vrha. Vidite tukaj, kako smo skladno dvakrat udarili zdaj v tole mejo in obakrat smo bili zavrnjeni. In kot lahko marsikdo tudi opazi, smo tukaj naredili zdaj še en dvojni vrh. Malček manjši kot oni prejšnji, ampak vseeno imamo spet tale medvedji vzorec, kar lahko nakazuje, da ponovno pademo. In ta prvo mejo smo že udarili tukaj, to je tam nekje 64 do 65 tisoč. Na tej meji se trenutno nahajamo, zdaj naslednja meja, če to mejo izgubimo, pa je na 60 tisoč. Ampak ni pa vse tako črno, kot izgleda. Bom jaz tele vzorce zdaj umaknil, da bomo imeli malo čistejšo sliko. Tudi to divergenco bom umaknil, smo imeli zdaj že v dveh videih. V tej konsolidaciji, tej dolgi konsolidaciji, ki jo imamo zdaj, bom jaz povezal vrhove in na to bom še povezal tukajle dna. Torej, imamo eno dno, drugo dno, tretje dno in dobimo en tak vzorec, ki se kliče razširjajoči padajoči klin in to je bikovski vzorec. Zdaj, preko tega vzorca imamo mi spet eno možnost, da lahko Bitcoin doseže 100 tisoč. Ampak po mojem bo treba tukaj še malo počakati,
kot sem že prej povedal, smo imeli zdaj tukaj znotraj tega vzorca dva medvedja vzorca. Zdaj tukaj imamo spet enega, tako da po mojem, preden bi sploh lahko pričakovali preboj te zgornje meje tega bikovskega vzorca, bomo po mojem najprej šli testirati ponovno mejo 60.000. Ampak to so pač samo možnosti. Tehnična analiza je tehtanje med možnostmi, ki se nam kažejo. RSI trenutno nima nekih takih posebnosti. Zdaj imeli smo spet eno manjšo medvedjo divergenco tukaj, kjer smo imeli vrh in vrh na nekje isti višini v gibanju cene. Medtem ko RSI pa vidimo tukaj je naredil vrh in pa nižji vrh. Stokastik RSI pa je čisto na medvedji strani. Tako da, kot sem omenil, lahko se še pričakuje nadaljevanje padanja. Zdaj, pomembne meje so seveda tukaj 60.000. To mejo morajo biki ohraniti zdaj. Ta meja je zelo pomembna iz tehničnega in tudi psihološkega vidika. In zdaj, če hočejo biki nadaljevati rast, morajo prebiti tole zgornjo mejo padajočega, razširjajočega klina in na to jih čaka še tale skorajda nemogoča meja do zdaj od 70, 71 pa 72.000. Ti dve meji morajo zdaj biki nujno prebiti, s tem bojo pokazali moč in rast se bo lahko tako nadaljevala do 100.000. Pa poglejmo še Ethereum. Okay. Pred sabo imamo tudi dnevni graf Ethereuma napram dolarju in tukaj se v primerjavi s prejšnjim tednom ni kaj dosti spremenilo. Še vedno se gibljamo v temle ogromnem vzorcu padajočega trikotnika, ki je medvedji vzorec. Kar se tiče divergenc, ni nekih posebnosti tukaj. Stokastik RSI je tudi kompletno na medvedji strani. Zdaj lahko izpostavimo še enkrat ta glavne meje, ta glavna spodnja meja, ki jo mora Ethereum obdržati ob padcu, če pride do padca, je tale $2.900. Če te meje ne obdrži, potem lahko pademo vse do tukaj dol do $2.200. Na zgornji strani, če želimo videti nadaljevanje rasti, pa morajo biki najprej prebiti tole padajočo linijo. Ta linija se iz dneva v dan tudi bolj spušča, trenutno se nahajamo na tam nekje 3700 in potem nas čaka tale meja tukaj 3840 in enkrat, ko bi bila še tale meja prebita, imamo še tale vrh tukaj na 4000. Ethereum torej ne izgleda najboljše, ampak je veliko odvisnosti tudi od samega Bitcoina. Zdaj, večkrat sem že povedal, padajoči trikotniki se izvedejo tam nekje v 55%. Zelo velikokrat se lahko spremenijo v bikovski vzorec dvojnega dna, kar bi se morda lahko naredilo tudi tukaj, ampak zdaj že malček dvomim, glede na to, da smo tukaj poskušali že zrast in smo bili ponovno zavrnjeni od te meje 3500. Ampak bomo videli, zdaj ta glavna odločitev bo padla tukaj na tej meji 2900, če seveda pridemo do tam. Tako, to bi bilo tudi vse za tehnične analize, to posebno epizodo CryptoPulsa. Dajte video všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kaj si tudi vi mislite o teh analizah? Kar komentirajte spodaj in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. Ne se pozabi tudi naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednje epizode. To bo tudi vse. Zdaj vas še lepo pozdravljam in se vidimo v naslednjem videu.